Moje podjetje Magic Garden se ukvarja z krajinsko arhitekturo. Mi ustvarjamo čarobne vrtove in jih v bistvu potem spremenimo tudi v dejansko izvedene vrtove. Ogromno mi je dal, tako sploh ne vem pravzaprav, kje bi začela, ker tako, kot sem na koncu na pitchu rekla, prišla sem noter en človek in odhajam ven pač drugačen. Definitivno mi je dal malo več perspektive na celo zadevo, malo bolj sem se pravzaprav pozicionirala sama v svojem poslu in več poguma sem pravzaprav dobila za to, da se upam tudi korak naprej. Namreč vmes sem ugotovila, da sem že dosegla nek nivo in da sem pripravljena iti na boljšo, večjo zgodbo, ampak prej nekako nisem točno vedela, kako naj bi se tega čisto lotila. Zdaj mi je pa slika veliko bolj jasna in tudi vem, na koga se lahko obrnem, ko bom rabila pomoč. In meni je SEED nasploh dal tako eno pač varno zavetje, en community. Ful dober energy, podporna skupina in samo 3. Mentorji, odlični mentorji. Tega se strašno veselim. Zdaj pravzaprav spreminjam formo, do zdaj sem bila SP in tudi sama, imela sicer ekipo sodelavcev, ampak so bili bolj zunanji. Zdaj, kar si jaz želim že ves čas je, in zdaj mi tudi to nekako uspeva, Magic Garden spremeniti nekako bolj v eno enovito zgodbo, se pravi, da bo vse pod isto streho. Odpiramo letos d. o. o. in sva 2 soustanoviteljici in v bistvu avtomatično pride ekipe tam ene 6 do 8 ljudi, kar je pa tudi že nov način dela in tako naprej. Ne počutiš se samega, se pravi, to je bil prvi stik s communityjem, ne s poslovnim. Sem že naletela na druge, recimo, skupnosti, ki pa nimajo toliko dobre energije, oziroma tukaj je vse podporno, se pravi, tukaj se čutiš, da vse, kar si zafrknil do zdaj, ker vsi se tako počutimo malo ona že dela, ne vem, 250 000 na leto, jaz delam 50 in mi je tako, ampak sploh nobene primerjave, se pravi, prišli smo sem in eno drugo smo začeli podpirati. In se mi zdi to zelo pomembno, da veš, da nisi sam, da obstajajo ljudje, ki ti priskočijo na pomoč. In vedno, tako kot ste vi vsi govorili, da sigurno je nekdo, ki je bil že na tem nivoju in ve, o čem govori in ti lahko pomaga. In potem, ko boš na drugem nivoju, je nekdo bil tudi na tistem nivoju, ki ti lahko pomaga. In to je ful comforting.